Kamniku se je vse začelo. V Kamniku je Rudolf Maister preživel svoja prva leta. S temi besedami sem tudi včeraj začel svoj pozdravni nagovor na slavnostni akademiji v Mariborskem Rotovžu, kjer je občina Kamnik, tako kot je bilo že omenjeno, prejela zlato plaketo. Ob koncu akademije je gospod Arih, predsednik društva generala Maistra iz Maribora, me je dopolnil in dejal, da v Kamniku se je začelo, v Mariboru se je končalo. Če bi bil gospod Arih danes tukaj prisoten, bi ga sam še enkrat dopolnil. Ni se končalo. Končalo se je življenje Rudolfa Maistra, a njegov duh živi še naprej. Boj za domoljubje, boj za slovenski narod, za slovensko besedo živi še naprej. Tudi s pomočjo številnih društev generala Maistra, ki se povezujejo v Zvezo društev General Maister in z vsemi zavednimi Slovenkami in Slovenci, ki ohranjajo našo besedo in ostajajo trdni domoljubi. Iskrene čestitke tudi Zvezi društev General Maister, ki vzpodbuja vsa ta dejanja in katere predsednik je danes iz rok predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, prejel državno odlikovanje Red za zasluge. Iskrene čestitke vsem članicam in članom društev General Maister in Zveze društev General Maister. Kajti tudi ta dejanja nam dajo vedeti, da se moramo za svoj obstoj še vedno boriti. Še vedno moramo ostati trdni Slovenci in slediti korakom Rudolfa Maistra, pogumnega moža, ki je pred 100 leti zbral dovolj poguma, se oprl oblasti, naredil nekaj tudi po svoje, a danes je Maribor, Štajerska in Koroška del Slovenije. Iskrene čestitke ob današnjem državnem prazniku, iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj, ki so bila včeraj podeljena v Mariboru, in še enkrat iskrene čestitke Zvezi društev generala Maistra in magistru Milanu Lovrenčiču, ki je danes prejel posebno priznanje. Srečno. Slišal sem pesem in čul sem glas pojoč. Glas moža, kot da je odgovor ženskemu glasu. Čul sem, kako je zvenelo moje srce. Pesem moža in odgovor ženski pesmi. Sredi poljan si in poješ mi pesem zeleno vso. Pesem vetra in vej in trave in sonca na travi. Pesem hitečih in pesem stoječih valov. Pesem srebrnih in pesem zlatih valov. Pesem potokov in pesem žit. Kakor strakovi so zvezane s cestami tu vasi. Cerkev je dvignila glavo preko streh, zviška motri nehanje ljudi pod seboj. Ure jim meri in delo deli. Hiše so hišice, okna so okenca. Nagelj iz oken lije zelen se po steni, rdeče se peni v soncu, tihi to slab. Znamenje fantom, ki hodijo mimo čez dan, znamenje tajno za noč. Poješ in pisanih rut so vesele tvoje oči, zdravih, rjavih lic in biserno helega smeha, kreten oglatih in hoje nerodne in kmečkih zadreg, kletve robate ušesu so tvojemu vino. Krepka primera, dala bi zanjo cekin. Sredi poljan si in poješ mi pesem zeleno vso.
poješ in vabiš. Leto 2018 je leto obletnic dogodkov, ki so v zgodovino Slovencev zapisali kot prelomni. 170 let prvega slovenskega političnega programa, ki so ga spisali Slovenci revolucionarnega leta 1848. Med avtorji je bil pomemben Franc Miklošič, ki si je takrat šele utiral svojo pot med znanstveno elito. Kasneje je bil rektor Dunajske univerze. 20 let kasneje, pred 150 leti, je program dobil plebiscitarno podporo v obliki taborskega gibanja, ki se je začelo v Ljutomeru. Pred 100 leti, leta 1918, ob koncu Prve svetovne vojne, ko se je risal novi politični zemljevid Evrope, je Rudolf Maister z svojimi prostovoljci branil in obranil slovensko narodno mejo na Štajerskem. Tako da danes lahko Slovenci živimo tisto, kar so si leta 1848 zadali naši predniki v programu Zedinjenje Slovenije. Skupno vsem prelomnicam je bila množičnost odziva Slovencev k obrambi naroda in njenega obstoja. Samo odločenosti generala Maistera in njegovih najtesnejših sodelavcev in članov Narodnega sveta za Štajersko gre zasluga, da so izvedli mobilizacijo in prevzeli vojaški nadzor do narodne meje, ki je kasneje postala tudi državna. Nasprotno je bila Koroška izgubljena zaradi omahljivosti narodne vlade v Ljubljani, ki je iskala politično rešitev, vendar je ni našla. Edini svetli primer, ko ni bilo potrebno izvesti širše vojaške akcije, je bilo Prekmurje. Toda ne smemo pozabiti, da sta bila izgubljena tudi Radgonski kot in Porabje. Ob koncu nagovora si postavljam vprašanje, kako bi Maister danes dojemal aktualno stvarnost. Tako on kot množica prostovoljcev, ko mu je sledila, se ni spraševal, kaj bo država naredila za njega, ampak kaj bo on naredil za svoje rojake. Zavedni in pokončni so se naši predniki borili za svoj dom, družino, sosede in sanjali o novi lastni državi. Dali so svojo žrtev, da smo lahko uresničili njihove sanje leta 1991 z osamosvojitvijo. Toda glavna razlika med današnjim rodom, Slovencem in našimi predniki je v tem, da so zasledovali cilj, kaj lahko oni naredijo in prispevajo za skupnost. Državo si danes predstavljamo kot nekaj imaginarnega. In karakterna značilnost Slovencev je, da nenehno ponavljamo, kako slaba je ta država in nič ne naredi za nas. Spoštovani zbrani, država, to smo mi, državljani. Živimo v demokraciji in sami si postavljamo predstavnike oblasti. Vemo, kdo je odgovoren za stanje. To smo mi vsi. Vloga aktivnega državljana je, da spoštuje zakone in predpise, plačuje davke, gre na volitve, kandidira za odgovorne politične položaje, je odgovoren do sebe in do soljudi, do narave, spoštuje zgodovino in prednike. Vzgled, kako ljubiti in braniti domovino, nam naj bo
Rudolf Meister in njegovi prostovoljci.